Hej, živijo še enkrat. No, upajmo, da bo zdaj ratal, da ne bo Facebook spet kaj prekinil tegale prenosa. Se sploh ne vem, a dela ali ne dela. Dajte mi povedati, če me slišite. Ok, zgleda se dogaja. Zgleda, da se oddaja. Ok, cool. Hvala. Ja, včeraj sem se ravno spet pogovarjala z eno punco, ki mi je o tem pogovoru spet rekla, joj, veš, mene je tako strah. Mene je tako strah in sem rekla, nič, to moram spet povedati, ker veliko ljudi slišim, ko govorijo, da jih je strah, ne, in na ta način pravzaprav sebe nekako omejujejo in se vibracijsko tudi potegnejo navzdol. In to sem že v enem izmed videov govorila tudi za vse tiste, ki ne veste, imate pod zavihkom videi, imate desetine videov na različne teme. Sem tudi o tem že govorila, da dejansko pri tem, kar mi naslavljamo, za kar rečemo, da je strah, velikokrat gre za vznemirjenje. In če mi sami sebi govorimo nekaj, kar pravzaprav ni res, torej če v tem primeru karkoli se za nas dogaja, govorimo, da je strah, pa gre v resnici za vznemirjenje, dejansko smo zelo pod vplivom tega. In to gre tudi pri vsaki drugi stvari, tako, če ne povemo tega, oziroma če ne pogledamo tega, kaj se resnično dogaja, in če si ne povemo, kaj je resnica, bomo skozi pod vplivom tega. Torej, dejansko, če ne priznamo, kaj pravzaprav res, ne. In dejansko ta občutek vznemirjenja je na fiziološki ravni zelo podoben temu, kar mi govorimo, da je strah. In vsakič, ko imamo to vznemirjenje, ko smo vznemirjeni, ko se podajamo na v nove vode, nove neke projekte, nove odnose, smo dejansko vznemirjeni, ampak nekoč nekje smo to napačno opredelili in kot strah, in pa rečemo, joj, kako me je strah, in potem sami sebe na ta način zaustavljamo. Torej, dajte pogledati resnično, a gre tukaj za strah ali je to vznemirjenje. Torej, rečete si, torej, resnica je to strah, resnica je to vznemirjenje. In tam, kjer je večja lahkotnost prisotna, torej, kjer več lahkotnosti zaznate, to je vaša resnica. Torej, tisto, kar povzroči, da se ob tem počutite lahkotno, je vaša resnica. Tam, kjer je neka teža, krčenje, kjer čutite manj možnosti, to za vas ni res. V določenih primerih pa gre pri strahu za tako imenovani moteči usadek. In o tem govorimo podrobneje na osrednjem 4-dnevnem Accessovem seminarju, ki se imenuje Temelji. In namreč teh motečih usadkov je kar 24. In ko delujemo iz teh motečih usadkov, pravzaprav delujemo iz laži. Nismo prisotni kot mi in se ukvarjamo z nečim, kar sploh ne moramo niti razrešiti. In ko delujemo iz vseh teh motečih usadkov, pravzaprav ustvarjamo svoje življenje v najmanjši možni meri, mislim, najmanjše možno, kot je mogoče. Mi se tako hecamo in rečemo, da ustvarjajo ljudje, oziroma ustvarjamo življenje, ko delujemo iz teh motečih usadkov, ustvarjamo življenje v velikosti poštne znamke. In včasih tako malo, da se ne moramo poslati niti do sosednje poštne številke. Torej, strah je tudi eden od teh motečih usadkov. Torej, vsi tisti, ki govorite, strah me, pa kar naprej imate strah. Dajte se vprašati, ali je to moteči usadek. Ker včasih gre za moteči usadek, ne. In pač tukaj, te moteče usadke se da počistiti, se jih da odpraviti, torej pač to o tem pač govorimo na temeljih, oziroma na kakšnih naprednejših teh Accessovih delavnicah. So pa poleg strahu moteči usadki tudi jeza, bes, srd, sovraštvo, krivda, obtoževanje, obžalovanje, sram, potem obsesivni, kompulzivni, sprevrženi in odvisnostni pogledi, ljubezen, seks, ljubosumje, mir, vse to so moteči usadki. Potem življenje, smrt, bivanje, resničnost, potem dvom, strah, odnos in posel. Vse to so moteči usadki. In če pogledate, koliko imamo tega v svojem življenju in pravzaprav delujemo iz dneva v dan iz motečega usadka. In takrat nismo mi, torej ne moremo kreirati svojega življenja onkraj tega,
onkraj tega motečega vsadka. In tukaj dejansko pri strahu, no, če gremo nazaj k temu, je pravzaprav morate resnično pogledati, zakaj gre. Velikokrat sploh ni strah, ampak je vznemirjenje, včasih gre pa za ta moteči vsadek, ki si ga potem pač enostavno poden pokate, oziroma za vse tiste, ki ne veste, kaj sploh to poden pok, to je krajša verzija tega čistilne izjave Access Consciousnessa, torej right and wrong, good and bad, poden pok, all nine shorts, boys and beyonds. Če bi pa radi več izvedeli o tem, oziroma kako konkretno se tudi počisti, oziroma kaj pravzaprav vsi ti moteči vsadki, tudi mir recimo je moteči vsadek ali pa ljubezen, ne, koliko nas to omejuje, vas pa vabim na 4-dnevni osrednji seminar Access Consciousnessa, ki bo potekal od 7. do 10. decembra v Ljubljani in tam bomo to podrobneje obravnavali, poleg vseh ostalih stvari, ki jih tam obravnavamo. Ta seminar je res taka, jaz rečem, ko ena bomba. Toliko enih stvari se dobi, toliko enih novih spoznanj, pravzaprav tega, kar nismo nikoli vedeli, da iz tega delujemo. In to je ena res, jaz vse to jemljem kot ena investicija v mene, v moje življenje in pač kaj je bilo potrebno, da tudi vi začnete na to tako gledati. Tako da, še enkrat, strah ima velike oči, v resnici ga pa ni. Torej, en lep pozdravček vsem skupaj, lep vikend in če vas pa zanima več o temeljih, lahko pogledate na www.vresnicisvojsanje.si, tam na koledarčku vse lepo piše, opis dogodka, lahko me seveda tudi pokličete, me vprašate, če vas zanima kaj več o tem, pa se bomo vse lepo pogovorili. Čau, lepo se imejte!